dajem to vprašanje v vaš, ali pa v naš krog. Kaj je naš moto, kaj je naše vodilo? Včeraj smo potegnili vrstice kot ene vodilne vrstice za nas. Je to, ko nas, ko ščemo, ko nas spremlja, ko bomo se držali. Mnogi danes pravijo, živi dnešnji dan, kot da je zadnji. Uživaj. Pa drugi pravijo, pa živimo samo enkrat. Zakaj si ne bi kaj privoščili? Mene seska, moja čerka že popozarja, pa seska ponavljaš. Gdje to pravi, takšen moto imaš, ko se cerkvi tiče, živi tako, kot da bi takoj jutro Jezus prišel in tako, kot da ga še 100 let ne da. Ampak bodi pripravljeni. Spet drugi pravijo in se držijo zlatega pravila. Ranger, geste, ko je zlato pravilo? Ide to v gojno rundo, se nas zaspane. Delija, bo šlo? Zara? Tako, torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. In predvsem za začetke novega leta, pa takšnih koraki, ko jih napravimo, si ljudje zadajajo takšne cilje. Komu delali? Ker sem že ne sem še prav, bom moral posti, ker ne da srokce v tok vrovče prala, ker se ne da skupaj vlekle. In ko si ti izbral, dosta ljudi si da taj cilj, ja, zdaj pa skušati malo moram, malo menjamo gele. In znate, takšni življenjski moto, cilj, to dosta pove o nas samih. Kajti mi, če si dodamo eden moto, eden cilj, potem moramo k temi tudi nekaj prispevati, da to dosegnemo. Če geš čin, malo skušati, ne smete kot gesti, ali pa malo več trenirati. In znate, jaz bi za današnjo temo, ali vrstico glavno, vzel iz knjige Jozueta. Njega poznate. In on je imel eno takšno vodilno misel, šterega je spremljal vso življenje. In sicer bodi krepak in odločen. In znate, on se to misel nisem izbral, ampak jim je Bog to povedal, zapovedal. In že takrat, da je bil izvoljen za Mojzesovega naslednika, jim je Bog pravil v 5. Mojzesovu 31:20, Nunovemu sinu Jozuetu je zapovedal. Zapomnili smo se te besede. Zapovedal in rekel, bodi krepak in odločen, kajti ti boš peljal Izraelove sinove v deželo, za katero sem ju prisegel, in jaz bom s teboj. Jozue je že zelo rano dokazal, da je vreden tega klica. Pred vrati Kanaana, to so bili oni na begi iz Egipta, je stal skupaj z Mojzesom in ostalimi in je bil eden izmed 12, 4 so bili poslani v izvidnico. Ampak le on in Kaleb sta kljub nadmoči sovražnika prišli nazaj, pa sta pravila, ja, glejte, Bog nam je to deželo obečal. Ta je za nas, mi smo jo dosegnili, kljub temu, da so to dosta močnejši, dosta večji, dosta v nadmoči, znate, v vojski se šteje število vojakov, koliko je. Človeško gledano je nemogoče, ampak Bog nam je to obečal. Jozue se je držal tega. In zaradi tega, ker so Izraelci krat ne verovali, so mogli krožiti 40 let po puščavi, znamo to vse zgodbo. In Jozue se je po 40 letih spet znašel pred vrati Kanaana in Jozue je imel točno nalogo. Ti boš peljal Izraelove sinove v deželo, za katero sem vam ali jim prisegal, pravi Bog Jozue. In to je ne bila majhna naloga. On je imel s seboj milijonsko ljudstvo. To je bilo polno decej, nekaj odraslih oseb, polno starcev, betežnih. Bili so ljudje, kot mi tu v cerkvi, mešana populacija. In on zdaj naj ide in zavzame ozemlje, za katero je znal, kakšni ljudje so to, ko jih to čaka. In potem še nekaj drugega. Pred njim je bilo veliko obzidje Jeriho z debelim obzidjem.
človeško gledano nemogoče zavzeti. Toda Jozue je tam stal s tem ljudstvom na obrežju Jordana in z druge strani ga je čakala ta velika naloga. In dragi, to tudi mi gnezdi stojimo pred začetkom ali pred vrati novega leta. Pred nami je 365 dni, za šterih ne vemo, ko nas čaka. Prav gotovo nas čaka dosta lepega. Dosta krat povemo, da je življenje samo borba, pa muke, pa trpljenje. Bojmo se iskreni, življenje je tu lepo. Uživajmo ga, uživamo v lepih dnevih. Ampak pridejo tudi nadloge, pridejo skrbi, pridejo problemi in za nekatere že znamo, s kim se soočali. Vi, ki študirate, znate, kaj vas čaka, štere izpite. Vi, ki hodite v službo, že znate, ker je delo vnaprej načrtovano. Dosta stvari pa še ne vemo, ko nas čaka. O mnogih stvarih se nam niti ne senja. In pred nami je kot eno obzidje, kot en Jeriho, šterega moramo zavzeti. In gledamo zid. Ne vemo, ko nas čaka. Stojimo pred izzivi, prej sem že pravil. Študij, delovno mesto, pred nami so izpiti, pred nekaterimi so zaključki šolanja, pred nekaterimi so odločitve, ki bodo odločale o bodočnosti in načinu življenja. Na delovnem mestu pritisk, stres, ali bomo zmogli vse to opraviti, ali imeli zadosta delavcev. Potem drugi, če poslušamo analitike, pravijo, dole ne more iti, ali da zadosta dela. Ali bomo zmogli za denarjem, ki ga zaslužimo, plačati vse, ko pač moramo plačati za življenje. Imamo skrbi, začne nas skrbeti in kako bude šlo naprej. Gledamo na zid. Stojimo pred izzivi v družinskem življenju. Mogoče poznaš prijatelje, štere so zašli v težave, da nudijo tvojo pomoč. Mogoče te čakajo na tvoji poti v tom leti trmaste ljudje, štere bo se mogel soočiti. Ali pa neposlušni otroci. Takrat nudimo prave besede, dosta časa in dosta sočutja. Odkje naj črpamo vso to moč? Kako bomo vse to zmogli? In naenkrat gledamo spet ti zid pred nogi. Potem mnogi imajo čisto osebne izzive. Želim si, da bi si našel partnerja, partnerico, mojo najšo. To je zelo pomembna odločitev. Vi znate, vsi nemajo takšne sreče, kot sem bil gas. Kaj sem jo našel, tako kot je, ne? Hvala, Herman, ne? Ampak to so pomembne odločitve. In spet v takšni situaciji gledaš na zid. Mogoče nas čakajo bolezni. Mogoče te čaka in že znaš, ko te čaka operacija. Mogoče se na koncu leta sprašuješ, ali bomo na koncu tega leta še tako zdrav, kot sem gnez. Ali pa idem v drugi ekstrem. Ali bomo še doživel konec tega leta. Ali lahko dosežem cilje, ki sem si jih zastavil, ali pa ostane na koncu le razočaranje. In spet gledamo zid. Ne vemo, ko je za tem. Jaz sem snovče, da je bil čas pričevanja, sem ščil doti pričevanje, pa sem mislil, ne obdržamo ga za gnez. Ko znate, za mjofe tu je eno takšo leto, šterega več ne bi rad imel. Polno bolečin, petega, tu še ne vem, kako bo šlo dole. Še itak gledam zid. Ampak ko so bili lepi trenutki v vsem tem, da sem spal skupaj z svojo ženo v postele, se zvijal od bolečin, je prek mene položila roko in se molila za mene. Ne vem, če je sploh opazila, kaj sem čutil. Ampak to mi je dalo takšno gotovost. Tudi če ne veš, ko bude, ko je. Ne si son. Je nekdo ob tebi, ki za tebe se moli. In ne samo ona kot
žena. Jaz znam, da ste se mnogi v cerkvi že molili in te se še molili, ker tudi še vedno je pred meno zid. Ne vem, ko me čaka, ampak zavipam. Ampak znate ko, jaz zavipam Bogu, šter je veliki Bog, Bog Biblije, ki ima rešitev za vsako situacijo. Tudi takrat je imel rešitev za to podiranje tega zida, šter je ne bilo možno napraviti za človeško močjo, ampak za Božjo močjo. Poznamo, kako je to bilo. Ne bi se zdaj tega vsega dotikal. Ker je naš Bog, Bog velikih mož iz Biblije in je Božja tolažba Jozuetu takrat bila dana, ampak je ne namenjena samo njeme. Tako ko mi toj besede tudi gnezdi verjamejo. Kajti pri vseh malih in velikih nalogah, pri vseh težavah, pri vseh osebnih katastrofah ti gnez Bog pravi, ali sem ti ne ukazal. To je ne samo povedal. Ukazal sem ti, krepak in odločen bodi. Bog je Jozua te spomnil in pa tudi nas spominja, kaj je to Božji ukaz. Kajti kdor v življenje obupa in se Bogu ne zavipa za vsem, ko je, te enostavno Bogu ne veruje. Kajti, če mi v svojem srcu, v sebi pustimo strah, oziroma če strahi damo več prostora, kot pa ga damo Bogu ali Božje tolažbe, potem smo zgubili, smo poraženi. Zato dvigni svoj pogled na Gospoda. Strah je včasih dober. Tega se tudi moramo zavedati. Iz straha pa ne sme graditi obup, prestrašenost. Kajti Bog nam daje svoje Božje obljube in to ko gledamo na njega v veri, v zaupanju. In zaradi tega zavipanja Bogu ko doživljamo tudi dnevno odpuščanje. In, dragi moji, razmislimo o tem, kako smo v minulom letu zavipali Gospode. Ali smo res bili krepki, odločni in ga prosimo za odpuščanje, če smo to ne bili. Kajti Bog je Bog milosti in ščej, da se njega držimo. Kajti takšnemu Bogu mi verujemo, mi verujemo Božji besedi, iz nje črpamo moč in Bog stoji za svojimi obljubami in on je krepil Jozueta in on je krepil tudi druge služabnike v Božji besedi. Da povem na primer za Izaija 40:10, ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog, okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. David pravi v 27. psalmi, Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? Dragi, predvsem takrat, da se nam zdijo naše potrebe nepremagljive in te tvoje zadolžitve, tvoja bremena, skrbi, kako imaš, vodijo do skrajnih meja tvoje moči, ti ščej Bog stati ob strani. On ščej tvoje življenje voditi po svojih načrtih, zato njime zavipaj. On ščej tvoje življenje voditi po njegove volji. In tega se leko zavedamo, tega se leko oklepamo, v to leko, v to moramo verovati. Jozue je dobil prav določeno nalogo od Boga, da naj popelje Božje ljudstvo v obljubljeno deželo. Dragi, ta naloga je tudi za nas. To bi mogel biti življenjski stil vsakega kristjana. Vsak izmed nas je obdan z ljudmi, kot je bil Jozua takrat za njegovim ljudstvom, tako smo mi gnezdi obdani z ljudmi okoli nas. Jozua je takrat bil nalogo, da odpelje ljudi v določeno obljubljeno deželo. Tudi mi imamo dan danes nalogo, da iz tega sveta odpeljemo ljudi, ne v Kanaan, ampak da jim pomagamo, da pridejo v nebo,
v obljubljeno deželo, štero nam je Gospod obečal, da nam daje, štero nam je šel tudi pripravljati. Bog nam je zavipal našo deco, nečake, vnuke. In poleg vseh vzgojnih ukrepov, ki jih imamo in ob katerih mnogokrat obupavamo, je pa nad vsem najpomembnejša naloga, da nekega dne naša deca, vnuki, nečaki, kakoli imate okoli sebe, pridejo k Očetu nebeški v nebo. Mogoče ti je Bog zavil po en zakonski par, s katerim se zelo dobro razumeš, s katerim si se sprijateljil ali soseda, s katerim eden drugega nucate. Poskrbi za to, da skupaj prideta onkraj Jordana, da to simbolično povem, v to obljubljeno deželo. Mogoče poznaš prijatelje ali znance v cerkvi in izven njej, ki nucajo tebe. Poznaš ljudi, s katerimi se zelo dobro razumeš. Znate, ljudje smo, vsak ne mre. To je dejstvo človeško, ampak vsakdo z nekim pa leko. Zato je tvoja naloga za tiste, s katerimi se ti razumeš, da dovoliš Gospodu, da Bog deluje skozi tebe, da jim pokažeš pot v to Božje kraljestvo. In dostakrat se mi tega niti ne zavedamo, da naš vsemogoči Bog deluje skozi nas. Tudi takrat, ko besede ne uporabljamo. Naše življenje je živa Biblija, smo dostakrat čuli. Torej spomnimo se toga, da se Božja dela v novem letu leko lotimo z enim velikim zavipanjem, kajti Bog ti pravi, ti zapoveduje, bodi krepak in odločen. To pomeni, bodi trdno utemeljene v to, ko vrleš. Bog nam daje razlog, da v svoje veri ne omahamo, ampak kad smo trdno v njem utemeljeni. Znate, Jezus je primerjal človeka, ki je zidal hišo na skale, poznamo to. In ko so prišle neurja, nevihte, ko je življenje udarilo, da bom tako pravil, je ta hiša obstala. V nasprotju pa nekdo, ki je zidal svoje življenje na peske, znamo, da je se strašno končalo. Zato naj bude naše življenje trdno utemeljeno na našem Gospodu. Naj znamo, koga vrlemo, bodimo krepki, bodimo odločni. Mi ne vrlemo nekim domnevom ali ljudskom mnenju, štiri se vedno znova spreminja. Ne vrlemo nekim občutkom, kljub temu, da nas dostakrat prevzamejo, kajti občutki se hitro spremenijo in izginejo, ampak mi vrlemo v to, ko ima večen obstoj in kar ima, lahko bi pravi, zdevek, dodatek, resnica. In to si zasluži le Božja beseda. Božja beseda in njene obljube so trdne, kajti Bog ostaja sebi in tebi zvesti. Zato lahko stojimo tudi v tom letu, na tom trdnom temelju, štiri je naš Gospod, in pričakujemo od Svetega Duha, da nam razodeva Božjo besedo dnevno, ne samo skozi besedo, katero beremo, ampak tudi skozi življenje, katerega živimo v zaupanje v njega. In še posebno takrat, ko bomo lahko drugim povedali o Jezusi, ko je bomo lahko druge vodili v obljubljeno deželo. In zato je za nas tako pomembno, da imamo že na samem začetku to gotovost, kom nas pelje naša pot. Kajti naše življenje je ne igra ali hobi, kjer je cilj ne tok ali rezultat ne tok pomemben. Življenje v veri je borba in Biblija ga pogosto tako tudi opisuje. In tudi v novem letu
Ne dajemo se nekih iluzij, ampak tudi v novem letu bomo imeli marsikatero borbo vere, katero bomo mogli prestati. In to, kar tudi Jozua z Božjim ljudstvom premagal ta sovražna ljudstva, tako bi tudi mi mogli biti z Bogom pripravljeni na nasprotnika, pripravljeni na zmago. Kajti sigurno, da je hudič tudi v našo smer poslal kakšno puščico, če nas zadeti. In marsikateri dogodek, leko naše življenje in naše zaupanje v Boga zamaje. Ampak zavedamo se, na kon stojimo, na kon je grajen naš temelj. In kdor se da zadeti od te smrtonosne puščice, te počasi izgublja tudi pogled na Boga, počasi izgublja življenje. In znate, ob vsem tem, da razmišljamo, ko nas čaka, nas pa neko prevzame strah. Nas leko prevzame tudi negotovost. Ampak to, v takšnih situacijah naj Bog stoji ob strani. Tega se zavedaj, kakoli bode, Bog te nikoli ne pusti. On pozna naš strah. On pozna, s kim se mi soočimo v tom svetu. Pred silami, ki nasprotujejo Bogu, ki nasprotujejo njemu, on se je s temi že boril. In te sile dostakrat v nas povzročajo zmedo. Zato on tudi pravi v Janezi 16:33, to sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, to da bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Na komu je grajen tvoj pogum? Jozua je imel za sebe mogočno vojsko, številno prebivalstvo na svoje strani, to da on se je ne na to naslanjal, kajte vedel je, da je nasprotnik človeško močnejši, bil je to on, videl je, koga to čaka. Njegov upanje je bilo nekaj drugega. Njegov upanje je bila Božja obljuba, što je Bog dal njeme, što je on daje tudi dnes v to novo leto. Ne boj se in se ne plaši. Kjerkoli boš hodil, bo s teboj Gospod tvoj Bog. Bog je s tebov pri vsem, ko te v tom leti čaka, ko boš doživljal. In zato bodi pripravljene. Imej zaščitno opremo sjov. Boj pripravljeni na sovražnike, boj pripravljeni na situacije, s katerimi bo se soočil. Boj pripravljeni ali opremljeni za vsem, ko ti Bog nudi. Kajti on je za tebe pripravil opremo, za katero se leko mi opremimo. To je pa naša odgovornost, če to napravimo. Zato vzemo to zelo resno. In Pavel je svetoval Efežanom, v Efežanom 6, v 10. vrstice, naprej štemo. Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite si celotno Božjo opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam, kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem in te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezite, ti pravi, zato sezite, tvoja je odgovornost, po vsej Božji opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Stojte torej, prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere, z njimi boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda. Bog nam daje možnost, da spoznamo resnico, podarja nam pravičnost in nam razodeva svoje veselo sporočilo milosti. On nas spodbuja, on nas jača, on nas drži pri veri zaradi toga, ko mi sprejemamo odrešitev. In če še ne si sprejel, to napravi. Bog nam daje svojo besedo in zaradi toga smo brez strahu, kakoli ima priti. Zato je Jozua
tudi brez strahu zavzel Jericho. Zato tudi ti lahko se sooči z obzidjem, štero se pretjov postala v to leto brez straja, ker znaj, kaj je Gospod tvoj Bog s tjov. In znate, ko vam še povem, mi imamo še eno veliko prednost, štero Jozef v tistom času ne imel. Zid je že podrejte. Zmaga je dosežena. Jezus je na križi podro zid, šteren, koli bo se ti mogel soočiti, mi to moramo v veri sprejeti. Mi imamo direkten pristop do najsvetejšega, kaj ti doje na križi, on visel, se je zavesa pretrgan in lahko pridemo direkt do Boga. Mi imamo v sebi prisotnost živega Boga in on je z nami, kakole bode, s kimkoli se soočamo, gledajmo na njega. Imejmo gotovost, ti si moj Gospod. In za zaključek, ali imaš vodilo za to leto? Ko bi bilo, če bi se vzeli to Jozefovo vodilo? On je stal pred velikimi preizkušnjami. Tudi mi smo, verjete mi. Nekatera so znana, druga so neznana. In zato je to pomembno, ko smo dobro oboroženi, pripravljeni. Tu piše poved za to, stojte. Ne se dojleči, stojte, boj pripravljeni. In za Božjo ljubov, štero nam Bog daje, se lahko tolažimo in iz njej črpamo moč, pomoč. Zato veselo, pogumno, kakole pride, gledamo na našega Gospoda. On je vzrok našega veselja, naše radosti. In za konec ponovim vrstico, štiri smo prešteli. Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi. Ne boj se in se ne plaši, kjerkoli boš hodil, bom s teboj, Gospod tvoj Bog. Gospod Jezus, hvaležen sem te, za takšne dragocene obljube, štere si ti dal non. Hvaležen sem ti, da se lahko tvoje besede držimo, da se lahko oklepamo. In hvaležen sem ti, da znamo, da je resnična. In Gospod, da jo stogimo na začetki tega leta, polagamo vse dogajanje, kjer je se dogajalo okoli našega, mojega življenja, okoli naše cerkve, v tvoje roke. Gospod, verjamemo, da imaš ti nadzor nad vsem dogajanjem. Verjamemo, da ti čez naše življenje ne špisto več, kot smo mi pripravljeni prenesti. Gospod, zato ti zavipamo. In smo ti hvaležni za tvojo milost in za tvojo ljubezen, ki je nas spremljala tudi v tom letu. Amen. Bodimo blagoslovljeni v tom novem letu. Amen.